Sam vase zazrt, res sem se prevzel, odločil sem se sam in odšel daleč, daleč stran. Kot sanjal bi prestajal more, v obupu in praznini izgubljen sam brez tebe, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, Bog, da bomo svoje. Sem trudil se, da delal dobro bi, a vedno padel sem, ker sem spoznal, sam nisem dober. Vem, grešnik sem, po svoje rad živim, ne morem delati, kar je prav, kdo me reši, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, da bomo svoje. Izbriše tvoj greh, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, Gospodu, predaj se, Gospodu, predaj se, predaj se.
kaj je greh? To je neprivlačna tema. Ni prijetno razmišljati o grehu. Toda greh je bistvo zgrešeni cilj v življenju. Bog nas je ustvaril po svoji podobi, da bi odsevali njegovo slavo. Mi bi morali biti odsev Boga, vendar nas je greh popačil. Bog nas je ustvaril za življenje, harmonijo, čudovite odnose brez zla, bolečin, bolezni in smrti. Danes lahko vidimo, da je na svetu veliko težav, zla, daleč od tega idealnega življenja. Greha ni težko dokazati, saj na vsakem koraku lahko vidimo njegove posledice. Zato lahko rečemo, da je greh upor proti Bogu in njegovemu načrtu. Bog je dober, svet, popoln. Greh pa je v bistvu vse tisto, kar se od tega načrta oddaljuje. Greh je neposlušnost Bogu. Naročila, ki jih je dal Bog, kažejo na njegov značaj in so v nasprotju z grehom. Od kod greh? Greh je nekaj, kar se je v resnici zgodilo v nas, znotraj nas, in šele potem nekaj, kar storimo. Jezus je o tem govoril. Kar prihaja iz ust, prihaja iz srca in to omadežuje človeka. Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve. Svetopiseski pomen srca zajema misli, naravnanost in motive. To pa odraža, kdo zares smo. In iz tega, kar smo, izhaja, kar delamo. Zato se prvi greh ni zgodil, ko sta Adam in Eva vzela prepovedan sadež in ga pojedla, ampak že prej, ko sta podvomila v Božjo dobroto. Pravzaprav sta rekla, če bi naju Bog res ljubil in nama želi najboljše v življenju, naju ne bi omejeval, lahko bi imela karkoli bi hotela in kar hočema je ta sadež. Zaradi padca v greh, težava ni moj greh, temveč jaz sam. Naš problem greha ni, grešniki smo, ker grešimo, ampak zato, ker smo grešniki, grešimo. V osnovi gre za to, kdo sem, ne kaj delam. Imam nagnjenost grehu. Zato lahko razumemo greh, kot smo že rekli, upor proti Bogu. V bistvu to pomeni, da bi nekdo ali nekaj prevzelo njegovo mesto. Pavel je takšno stanje zapisal v pismu Rimljanom. Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazilcev. Zato jih je Bog prepustil po želenju njihovih src, nečistost, tako da so sami skrunili svoja telesa. Božjo resnico so zamenjali z lažjo, častili in oboževali so stvarstvo namesto stvarnika, ki je slavljen na veke. Amen. Greh je pripeljal človeštvo, da želi biti modrejše od Boga. Veličastvo, moč, slavo, svetost, popolnost Boga hočemo nadomestiti z njegovim stvarstvom.
Namesto, da se zavedamo Boga in služimo njemu, smo začeli bolj zaupati in služiti njegovemu stvarstvu. V praksi nas je greh vrgel v stanje duhovne smrti, ločenosti od Boga. Najhujša posledica greha je sužnost svoje grešnosti. Zato grešniki sovražijo Boga in to, kar on pravi. Seveda se grešnik tega ne zaveda. Mogoče bi lahko rekli, da je to nekje globoko v njegovi ali naši podzavesti, ko pride na površje v različnih okoliščinah. En od klasičnih primerov je vladanje človeka. Ko ima človek določeno oblast in moč, je zelo blizu, da ga greh navdihne in začne vladati nad celotnim svetom, ne glede na ceno. To nenehno doživljamo skozi zgodovino človeštva, ko človek hoče vladati nad človekom za vsako ceno. Potem lahko vidimo, koliko zla in trpljenja lahko povzroči človek. Bog je še vedno pravičen in bo nekega dne zavladal v svoji pravičnosti, moči in ljubezni. Posledica Božje pravičnosti bo pravična Božja sodba. Zakaj določijo dan, ko bo vesoljnemu svetu pravično sodil po možu, ki ga je za to izbral in pred vsemi potrdil tako, da ga je obudil od mrtvih. Pride dan pravične Božje sodbe. Vsaka krivica, posledice greha bo pravično kaznovana. Vem, da se to sliši težko, vendar se bo zgodilo zaradi Božje pravičnosti. Nič v grešniku ne more zadovoljiti Boga in grešnik tega problema ne more rešiti sam. Edino Bog mu lahko pomaga in to je storil v Jezusu Kristusu. Naj bo še tako težko sprejeti. Sveto pismo ne kaže spodbudne slike glede našega grešnega stanja in sposobnosti storiti karkoli. Greh ima uničujoč vpliv na vse nas in edini način, da smo odrešeni, je, da se tega zavedamo, da smo popolnoma odvisni od Boga in od dela Jezusa Kristusa na Golgotskem križu. Plačilo za greh je namreč smrt, Božji milostni dar pa večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Plačilo za naše grehe je smrt, večna ločenost od Božje pravičnosti. Toda Jezus je umrl namesto nas, da lahko skozi njega doživimo odpuščanje grehov in prejmemo dar večnega življenja, novo življenje. Bog nas pozna in hvala Bogu, da nas ni zavrgel. Jezus je povedal svojim učencem: ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. V naši grešnosti nam lahko pomaga samo Bog. V njem imamo odrešitev skozi Jezusa Kristusa. Naša osvoboditev in odrešitev je samo v Bogu skozi Jezusa Kristusa. Kaj bomo storili s svojo grešnostjo? Ali se moče še naprej trudili, da nekako zadovoljimo s svojimi deli Boga in mislimo, da bomo na osnovi tega sprejeti pri njem? Ali pa mogoče
nočemo imeti nobenega opravka, ne z Bogom, ne z našo grešnostjo in želimo živeti svoje življenje brez Boga naprej. Ne dovolimo, da Božja milost in dobrota, ki se je razodela zaradi naše grešnosti, gre mimo nas. Povejmo Jezusu, spoznavam, priznavam, da sem grešnik. In edina možnost je, in moja priložnost, da odpustiš moje grehe. In tukaj sem. Odpusti mi vsak greh. Odpusti mojo grešnost. In daj mi tvoj mir. In daj mi novo življenje. In daj mi modrost, da razumem, da potrebujem vsak dan tvojo pomoč, da lahko zmagujem nad grehom, nad zlim, nad vsem, kar bi hotel uničiti moje življenje. Povem mu, Jezus, hvala ti, da si našo grešnost nesel na križ, da imamo v Jezusu zmago in da lahko živimo že zdaj tukaj, v odpuščanju svojih grehov, da lahko imamo mir z svojim Bogom in na tej poti lahko zmagujemo tudi nad svojo grešnostjo. In znova doživljamo Božjo milost, ljubezen in novo moč. Amen. Božji blagoslov vsem.